Gospod župan, leto 2024 je za nami. Kako ste zadovoljni z njim kot župan Trbovlja? Kaj bi lahko rekli o letu 2024? V resnici je to leto začetka teh naših velikih projektov. Po dolgem času, po več kot enem letu vseh birokratskih, če lahko tako rečem, potreb, vsega tega, kar so različna ministrstva, različne paradržavne službe potrebovale od naših služb, da se v resnici nekateri projekti sploh začnejo. Govorim o tem največjem infrastrukturnem projektu izgradnji industrijske cone Rakovnica. Govorim o cesti na pokopališče. Govorim o končanju priprav za začetek rušenja in gradnje stanovanjske skupnosti Niva. Govorim o začetku izgradnje novega stanovanjskega bloka v Zgornjih Trbovljah. Govorim o rušitvi pravzaprav paviljonom pred bivšim hotelom Rudar in izgradnje enega čudovitega parka. Govorim o umestitvi v prostor in seveda v spremembi namembnosti trgovine Borovo pri knjižnici Toneta Šeliškarja in še o marsičem drugem. Vse to je zahtevalo ogromno priprav, ogromno čakanja na papirje, se pravim, različnih ministrstev, različnih služb. In sedaj končno v letu 2025 se ti projekti počasi začenjajo tudi fizično, če lahko tako rečem, uresničevati. Tako da mislim, da je za nami kar eno izredno naporno leto, polno enih neznank, včasih tudi praznih pričakovanj, nestrpnosti in še česa drugega, ampak sedaj se pravim, končno prihajajo papirji za začetek del na tej ali na oni ali na tretji lokaciji. Kar se tiče skrbi za družbeno nadstavbo v našem mestu, se pravi za kulturo, šport, vse dejavnosti, ki jih občani v resnici tudi nujno potrebujejo in zadovoljujejo potrebe različnih skupin. Moram reči, da smo v letu 2024 kar znatno povečali sredstva za vse te potrebe. Mislim, da smo na tem področju kar naredili en velik korak naprej. Seveda se je potrebno zavedati, da smo tudi člani ud širšega okolja, ne samo regionalnega, ampak vseslovenskega, tudi skozi skupnost občin Slovenije, ker se tudi skupaj borimo za marsikatero projektno stvar, ki seveda prinaša koristi tudi občini Trbovlje. Kar se tiče sodelovanja na regionalni ravni, moram reči, da je po veliko letih enega praznega hoda sedaj je res prišlo do enega tvornega, plodovitega sodelovanja, tako da skupaj s sosednjimi občinama nastopamo tudi v nekaterih evropskih projektih, v interregih in tako naprej. Skupaj z občino Hrastnik načrtujemo tudi skupni projekt, ki mu rečemo Zelena ves in je v resnici namenjen, da opolnomočimo in oplemenitimo vso to področje, ki mu mi rečemo Kipe, Limberg, Dobrna in ga prenamenimo za eno skupno dobro rabo v smislu športnih površin, rekreativnih površin, otroških igrišč in seveda še česa. Tudi to bo, če bo vse po sreči, se projekt začel letos jeseni. Tako da je res, lahko bi govoril še o bolj drobnih stvareh, ampak za začetek mislim, da je to popolnoma dovolj. Se pravi, veliko izzivov tudi v letu 2025 in naprej. Kaj pa česa konkretno se boste v letošnjem letu lotili? Konkretno sedaj spomladi nas čaka začetek rušitev paviljonov, če tle začnem, in seveda kot prvo selitev lekarne, s tem, da pridobimo v bivših prostorih Sanolabrja in še malo večje
novo zasavsko lekarno, ki bo tehnično najbolj opremljena lekarna daleč naokrog. Tako da tudi tu zagotavljamo seveda vsem našim občankam in občanom res eno vrhunsko kvalitetno storitev s področja varovanja zdravja. Mislim, da bo ta rušitev teh paviljonov v resnici popolnoma spremenila vizuro in podobo središča mesta. Seveda to se potem nadaljuje tudi na drugo stran ceste z rušitvijo stare mehanke, s končno počasi začetkom tega projekta selitve glasbene šole, ampak to so že projekti za naslednja leta. Drugi tak velik infrastrukturni projekt je dokončanje širitve in tehnološke posodobitve ceste na pokopališče Gabrsko, kjer bomo v letošnjem letu sproducirali, izvedli tudi most nad Malgajem, most čez Trbovščico in potem res naredili en kvaliteten vhod na levo stran Trbovščice in širitve ceste do parkirišč na pokopališču. To je tudi finančno kar velik zalogaj, ki ga pa bomo zmogli, tako da tam nekje jeseni, za 1. novembra se vsekakor lahko peljemo obiskati svoje prednike in prižgati svečko po eni novi kvalitetni cesti v kar veliki dolžini in tudi gradbeno zelo zahtevni. Seveda tretji največji objekt je pa začetek gradnje industrijske obrtne cone Lakonca. Z državo je postopek končan po 2 letih skoraj. Seveda imamo še nekatere probleme z razpisom za izvajalce, ker prihaja do neskladja pri ugotavljanju cen nekaterih posegov v naravo. Ampak upam, da bomo tudi zdaj v tem mesecu in pol tudi to uspešno zaključili, tako da lahko stroji zabrnijo tam nekje aprila, marca po mojih predvidevanjih. To moramo opozoriti tudi največji projekt, ki ga je kdajkoli občina Trbovlje izvajala na takšnem področju in je vreden 10 milijonov evrov. Večinoma tega denarja je iz evropskih strukturnih skladov in je pridobljen na evropskih razpisih. Tako da tudi tu čestitam vsem pripravljavcem in snovalcem vsega tega. Seveda pa vse to poteka v zelo tesnem sodelovanju z našimi gospodarskimi družbami, predvsem seveda z Devosoftom, ki pa ne bo edini uporabnik te industrijske cone, ampak že sedaj pripravljamo vse za gradnjo 3 velikih gospodarskih objektov, ki naj bi v naslednjem srednjeročnem obdobju, se pravi tam enih 5 let, pripeljali v Trbovlje skoraj 1000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Srečno. Hvala. Srečno vsem.